Najlepši večeri, dragi radijski poslušalci in televizijski gledalci. Danes, v tem trenutku, sonce močno sije, že se pojavljajo prvi poganjki vaših najljubših sadnih, jagodičastih in krompirjevih rastlin. Iz zemlje kukajo, kar pomeni, da prihaja čas dolgih vrtnih in poljskih opravil. In to pomeni, da boste morali dolgo časa preživeti v sključeni drži. Vas čakajo številna sklanjanja, dolgotrajni sklonjeni položaji. To bo seveda pri večini izmed vas povzročilo bolečine v hrbtu. Ali vas moram pred tem obvarovati? To je moja dolžnost, ne le da moram, seveda sem dolžan. Zato se bomo danes, prijatelji, naučili sklanjati tako, da bomo ne le imeli korist od takšnega sklanjanja v obliki polne vreče vašega najljubšega krompirja ali drugega, kot so kosmulje in jagode, ampak tudi tako, da bo to koristno za vas. Predstavljajte si, da pobirate koloradskega hrošča in hkrati trenirate svoj hrbet, ga krepite. In vam potem ne bo treba več dni ležati brez moči in se ponovno pobirati. Do naslednjega vikenda, do naslednjega odhoda na vikend. Najbolje je iti na vikend, seveda je lepo iti tudi samo na piknik, ampak če že tako imate radi krompir, tako radi uničujete koloradske hrošče in druge paradižnike, potem vam bom danes dal svoj nasvet. Koristen. Torej, poglejte, medtem ko se sklanjate. Primeren bo tudi za tiste, ki po kakršnikoli telesni aktivnosti, po sklanjanju, po hoji, občutijo bolečino v hrbtu, v križu, morda v križu, morda v predelu prsnega dela, v predelu kolčnih sklepov, v predelu medenice, kjerkoli bolečine segajo v noge ali pa je v nogah mravljinčenje. Vse je za vas, poslušajte pozorno. Poglejte, če imate med sklanjanjem dovolj dobro gibanje v predelu kolčnih sklepov, se sklanjate na ta način. Torej v tem navpičnem položaju, tam kjer se pripravljate, kjer že začnete izvajati svoje, to bo prav tako ustrezalo komu? Nabiralcem gob. Tudi oni, vidite, nabiralci gob tako hodijo po gozdu, tako hodijo. Tam je goba in že hitijo tja. Tudi za njih bo to koristno. Nabiralec gob, potem hop, vstane, poje gobo, naprej, oreh, seže, vzame. Naprej, poglejte, če se gibanje dogaja, potem v kolčnem sklepu pri nagibu in gibanju. Potem, evo ga, vidite, gobasto tako dela take gibe, hrbtenica se tudi prilagaja, vidite, kdo je tam, lisičke, medene gobe. Vse bo v redu. Ampak, če tega gibanja ni dovolj, se moramo upogniti prav v hrbtenici. In številna ta upogibanja, iztegovanja in gibanja v tem nagnjenem položaju povzročajo na to poškodbe hrbtenice, preobremenitev sklepov, preobremenitev medvretenčnih ploščic. Kaj torej storiti? Poglejte, domači znanstveniki ne stojijo na mestu. Vsakokrat naredijo nova odkritja. Tukaj je naša medenica, tukaj je kolčni sklep, tukaj je stegnenica, to je kolenski sklep, tukaj imamo kosti goleni, golenico, mečnico in stopalo tukaj. In če človek pri sklanjanju uporablja predvsem gibanje v ledvenem delu, v hrbtu, tako se skloni in pogleda, ali je to mušnica, ali pa strupena goba, ali pa jurček in se odloči, da jo bo poskusil. Evo, to je to, vzel jo je, hop, evo, in poskusi, tako, uživa v njej. Nekatere gobe lahko poješ samo enkrat v življenju. To je ena izmed njih, evo, ta goba, zdaj jo bo pojedel. Tako. Potem ga bo bolela hrbet, ker je ves predklon naredil z mišicami spodnjega dela hrbta. Tukaj so mišice spodnjega dela hrbta, ki so mu omogočile pobiranje pridelka. Tako. Kaj pa glutealna mišica? V tem trenutku se ni posebej močno napenjala. Prva možnost.
Ni optimalen. Druga možnost. Drug gobar. Kaj je naredil? Tukaj je kolčni sklep. Ali pa ni gobar, recimo je kopač, vrtičkar. Tako. Naredil je gibanje s pomočjo kolčni sklep. Tako. Hop. Vidite? Hop. Tako. In tukaj se njegove mišice niso raztegnile, ampak so bile nasprotno, kot da bi bile v tonusu. Tako. In tukaj, kaj drži? Grabje. Ropa. Torej, ropar. In potem se še smeji. In seveda sonce. Ni črno, je rumeno. Sveti. Povzroča sončno nevihto, potem te bo bolela glava. Njega ne bo bolela glava, ker si je nadel panamo. Sončna nevihta. Drži se na veliki zadnjični mišici, tukaj je še iztegovalka kolka in ledveni del mu omogoča, da vse te gibe izvaja z užitkom, brez bolečin. Ta potem 2 dni trpi, namaže si hrbet z mazili, pije tablete in umira od bolečin. Ta pa z veseljem v ponedeljek gre v službo in pripoveduje, kako je našel metuljčka škatulčka. Torej, prijatelji, sem že videl, tudi pripovedoval sem, kako narediti tako. Bilo bi dobro, ne, če je vse jasno. Ampak gibljivost tudi ne bo vsakomur dovolila, da to naredi tako. Ampak vsak izmed nas lahko pri sklonih uporabi glutealno mišico. Zato je prva vaja. Aktivacija velike glutealne mišice in občasno bo treba to vajo izvajati, delati. Poglejte. Usedemo se na najbližji stol. Poiščemo stol. Lahko je tudi kakšen stolček. Tako. To elastiko na ta način pritrdimo na kolena, vidite. Noge razmaknemo čim širše, kolikor vam elastika dopušča, tako da ni prevelike napetosti. Tako, usedli smo se. Naslonimo se na stol, prižgemo televizijo in gremo, naredimo tak gib. To je na ta način aktiviramo glutealno mišico. No, ne ravno aktiviramo, obremenimo jo, da se malo napne. Ko se koleno premika v stran, se samodejno velika in srednja glutealna mišica začneta napenjati. Slabo oziroma prelahko je. Dajte noge bolj narazen. Vzemite trši trak, dajte si 2 traka, tukaj gor, in naredite te gibe. Torej, naj si vaša noga zapomni ta gib. Naj noga in glutealna mišica spet sodelujeta. Da bo glutealna mišica razumela, da lahko v naslednji fazi premakne nogo. Poglejte, kaj naredimo. V naslednji fazi že stojimo, popravljamo si hlače na tak način. Tako. In zdaj smo skupaj naredili ta gib v stran. Vidite? Naša noga si je ta gib zapomnila, tudi zadnjica si ga je zapomnila. Lahko ponovite stoje, ampak bo malo težje. Torej, da bi ta isti gib naredili stoje, bo nekaterim lažje, če si elastiko pritrdijo nad kolenom, nekaterim pa pod kolenom. In poskusite tudi malo pokrčiti noge, tako. In v stran. Malo jih razmaknite, vidite? Torej, pokrčene noge, tudi ko stojite, lahko delajo takšne gibe. Sem in tja, sem in tja. Tako, tako. Tako, 1, 2, 1, 2. Tako, vidite? In zdaj, ko se nagnete, morate malo pokrčiti noge, raztegnite elastiko. Vidite? 1. To gibanje ste naredili. Skupaj, tako. 1. Skupaj z mano. Ponovim. In zdaj se začnemo nagibati naprej. Nagnete se naprej, vendar še vedno držite to elastiko. Tako. In se vrnete v stoječi položaj, še vedno držite to elastiko. Spet se nagnete, vstanete. Ni se treba popolnoma nagibati. Zdaj poglejte, da bo gibanje bolj pravilno.
Pristopite prav tako z elastiko, ne bodite sramežljivi pred mimoidočimi. Pristopite k steni. Razdalja naj ne bo večja od dolžine stopala do stene. Približno dolžina stopala, odvisno od vaše zadnjice, koliko se morate odmakniti. In zdaj zadnjico naslonite na steno. Tako. Noge se bojo od tega že malo upognile. In zdaj kolena razmaknete. Nato se iz tega položaja nagnete naprej. Nagnete se naprej, kolena držite v razmaknenem položaju, nato se vrnete v stoječi položaj. Še enkrat se nagnete, vstanete. Nagnete se, vstanete. Ves čas so vaša kolena pod obremenitvijo in gredo navzven. Če vam ne uspe najbolje, poskusite malo nižje, morda bo šlo malo nižje, spet naprej, nazaj naredite, naprej, nazaj. Naj se ledveni del malo upogne, nič hudega. Če se močno upogne, poskusite noge postaviti malo dlje od stene. Spet ste razmaknili noge, se nagnili naprej. V tem položaju malo počakajte. Tukaj se vam bo ledveni del napenjal, tako kot je treba, in tudi zadnjična mišica bo v tonusu, ga bo držala. To je prva vaja. Nekaj serij, nekaj ponovitev. Drugo, eno nogo damo nazaj, drugo naprej. Spet zadnjico naslonimo na steno in naredimo isto. Samo zdaj bo isto gibanje bodo delala vaša kolena, samo zdaj bo ena noga spredaj, druga zadaj. In se nagnemo naprej, nagnemo se nazaj, nagnemo se nazaj. Ves ta čas mora biti elastika napeta na eni strani in na drugi strani. Stanete, zadnjico naslonite na steno, raztegnete in se nagnite naprej. Naprej se nagnete, ko imate eno nogo spredaj. Naprej se nagnete ne proti sredini, ampak bližje tej nogi. In tako. Hop, napnete elastiko. Tukaj se nagnete med to vajo. To je prva stopnja vaj. Druga. Vzamemo še eno elastiko. Pripnemo jo na vrh. Postavimo se v isti položaj. Tako kot smo delali ob steni, ko so bile noge v eni liniji. Elastiko vzamemo in jo tako pritisnemo k sebi. Roke odmaknemo v stran. Elastiko raztegnemo in zdaj se nagnemo naprej. Nagnemo se naprej in elastika se nam je ustrezno napela. Vidite, tako smo se nagnili. In počasi se dvignemo nazaj. Še enkrat, nagnili smo se. Če se elastika slabo napenja, lahko celo malo iztegnete roke. Enkrat. In se spet poravnamo. Enkrat. No, dva, pravilno, enkrat, pravilno, dva. Tako, potem ste drugo nogo dali naprej. In isto, naredili ste isto. Lahko tako, glavno je, da se pojavi ta upor. Potem ste se malo odmaknili od stene. Isto, da bo več upora. Nagnili ste se naprej. Torej lahko ste čisto ob steni, potem se lahko malo bolj oddaljite. Poglejte, kaj vam bolj ustreza. In v tem položaju lahko na to trenirate te nagibe malo nižje, malo nižje. Kaj se v tem trenutku dogaja? V tem trenutku je tudi ta elastika zgoraj napeta. Tukaj noter, tu mora biti rdeče. To je znotraj. Tudi ta iliopsoas mišica začne delovati. Ima velik pomen pri stabilizaciji ledvenega dela hrbtenice. Tako. Torej, prijatelji, zdaj, potem, ko ste naredili te vaje, ste morali seveda pred temi vajami preveriti, kako ste se sklanjali naprej. Zato predpostavljamo, da ste preverili in zdaj primerjajte. No, poskusite narediti isti predklon, poskusite pobrati gobe, jagode, in poglejte, kako je to bolj udobno. Tako, prijatelji. Zdaj so vaše zadnjične mišice in hrbet pripravljeni na vrtna in jagodičasta opravila. Svoje komentarje, slovesne, navdušene, prosim v komentarjih opišite svoje vtise.
Številne vaje so prek povezave v opisu 2 dni na voljo vsakomur, ki bo v naslednjih 5 minutah uspel odpreti povezavo v opisu. Do novih oddaj!